Pozdravljeni. Verjetno vsi poznamo izraz lepota bo rešila svet. Katera lepota je tukaj omenjena in za kateri svet v resnici gre? Če malo pogledamo okoli sebe ali pa se sprehodimo po mestu, pogledamo zadnje modele naprav, zadnje gradnje hiš, torej sprehodimo se z očmi po svetu in videti je, kot da ta izraz ima svoj pomen. Torej, lepota bo rešila svet. In videti je, da so na svetu čedalje lepši izdelki, lepši avtomobili, lepše hiše, lepši make-up. Torej, na nek način se svet lepša. In tako se bo tudi rešil. Recimo, to je namreč samo površina. In dokler bomo gladili in loščili, svetlili in vso svojo pozornost namenili površini, torej površinskosti, pomeni, da še ne upamo stopiti oziroma se poglobiti v globino svojega jaza. Kajti ta površinska lepota, ki je danes precej vidna, ne more prav veliko trajati in še manj pomeniti. Lepota, tista prava lepota, je naša notranja lepota. Torej, kako se jaz počutim, kaj nosim v sebi in seveda, kako to znam deliti z drugimi, ki so okoli mene. To je ta lepota, ki jo iščemo, in svet je naš svet. S to našo, torej gojenjem naše notranje lepote, bomo rešili naš notranji svet. In s tem, ko bomo naš notranji svet rešili, na nek način rešili, z lepoto, z lepimi dejanji in seveda osredotočenostjo na našo notranjo bit, torej naš veliki jaz, takrat bo ta lepota lahko vzklila in iz naše notranjosti se prikazala v svetu. Ne pa obratno. Obratno je prej krinka, torej neka maska, kot karkoli drugega. Lahko se namreč še tako trudimo polepšati svojo okolico, svoj bivalni prostor, svoje obleke, torej zunanjost, ampak to ne spremeni dejstva, da je bistvo v čem skrito in se skriva nikje v nas samih. Torej, če obrnemo to lepoto in ta svet in pogledamo, se ozremo v nas same, bomo ugotovili, da imamo morda še veliko dela. Veliko odkrivanj in veliko čustev za uvideti, predelati, pretopiti in s tem na nek način polepšati naš svet, ki je v nas samih.
In le tako je možno rešiti naš svet in svet, ki ga vidimo. Olepšave namreč in pokrivala niso večna. Naš notranji svet, torej svet, ki ga z očmi ne vidimo in z ušesi ne slišimo, pa je večen.